pravzaprav izogibanje sprejemanja novega družinskega zakonika. Zakon določa, oziroma v parlamentu je dogovorjeno, da se sprejemajo samo nujne stvari po hitrem postopku. Nujne in ne nujne, ne samo nujne, ampak tiste, ki so manj pomembne. Družino so vrednotili kot manj pomembno. Vse tiste spremembe, ki so bile že omenjene. Ne bom več govoril, prebral bom samo tole, kar je napisano in verjetno bomo vsi razumeli, zakaj gre. Rada bi vam povedala, da greva v torek na shod v podporo družin. Ne zato, ker bi imela kaj proti kateremu koli ali kakršnemu koli človeku. To poudarjava. Vsak človek je predvsem človek, s svojim dostojanstvom in njegova spolna usmerjenost tega v ničemer ne zmanjša. Na shod greva zato, ker smo mama in oče in ker želiva ostati mama in oče. Nočeva, da šola in družba, v kateri najni otroci odraščajo, otrokom dopoveduje, da sva starš 1 in starš 2. Da je itak isto. Vseeno, če je le ljubezni. Ni isto in ni vseeno. Dinamika odnosov s sinom in hčerama nama to vedno znova potrjuje. Sem mama in sem oče. In želiva si, da najni otroci in najni vnuki živijo v državi, ki jim zagotavlja zakonsko preddispozicijo imeti mamo in očeta. Življenje se pogosto obrača drugače in optimalnost ni vedno mogoča. Jo je pa država dolžna spodbujati in podpirati. Na shod greva zato, ker želiva, da bo država najnim otrokom in vnukom svojimi mehanizmi vzgoje in izobraževanja pomagala k celostnemu razvoju, ne pa zanikala temeljno bistvo našega bitja, biti ženska, biti moški. Želiva, da jim pomaga razviti svojo identiteto, ne pa negirati osnovno naravno bit. In ne nazadnje. Greva zato, ker naj straši misel, da bi živela v družbi, ki človeka z mnenjem in prepričanjem, da otrok potrebuje tako očeta kot mamo, označi kot nestrpneža, za sovražno nastrojenega. In v trenutku, ko se zaveš, da že s prisotnostjo na tovrstnem shodu tvegaš, da boš označen kot tak, je čas za alarm. Gremo skupaj. Več nas bo, jasnejše bo sporočilo.